Nima najljubše knjige, ni knjižni mol, saj knjig ne uničuje, ampak jih obožuje. Pavel s sošolci pogosto zaide v knjižnico. Knjiga je res najboljši človekov prijatelj, kakor pravimo. In te potegne vase, še posebej, če je dobra. Takrat si v nekem svojem domišljijskem svetu, doživljaš skupaj svojo zgodbo s tistim glavnim junakom, navijaš, ali bo uspel ali ne. Učenci si predvsem radi sposojajo stripe, tudi poučne knjige, najbolj zanimive so seveda knjige o spolnosti. Večkrat so to knjige na različne tabu teme. Podatki kažejo, da na bralne navade bolj vplivajo starši, sorodniki in prijatelji kot pa šola, a ta uspešneje spodbuja branje med tistimi, ki manj posegajo po knjigah. Imamo tudi knjižni klub, kjer starejši učenci berejo mlajšim. Doživela sem tudi, da sem imela nadomeščanje neke ure in so 45 minut tiho brali. To je pravo presenečenje. V tej knjižnici si že kar nekaj časa zapisujem knjige, ki jih preberem. In zdaj jih je že kar lepo število. Lansko leto sem prebral 43 knjig. Včasih imam celo iz 5 knjižnic sposojene knjige doma. Začel sem zbirko 5 prijateljev v 5. razredu. V zadnjem času pa knjige, kot so Zofijin svet, to je filozofska knjiga, Quo vadis, potem Dnevnik Ane Frank. Prebral sem tudi Prešernove poezije. Pavel tudi sam piše pesmi, morda bo okoli 800 knjigam, kolikor jih letno v Sloveniji izide za otroke in mlade, kmalu dodal tudi svojo.